Lepo pozdravljeni v podcastu, ki smo ga pripravili zato, da bi vam predstavili kandidate, ki kandidirajo za poslance na volitvah 22. marca. In v našem studiu je Janez Beja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Lep pozdrav. Kandidirate v okraju Domžale 1, volilna enota 4. Poznamo vas kot predsednika Kmečke zveze, ste prvi obraz prizadevanj v kmetijstvu v okviru Nove Slovenije, namestnik predsednice sveta, pa bova začela zdaj najprej pri politični vlogi. Tudi dolgo ste že v politiki na najrazličnejših ravneh in zdaj se podajate tudi v boj za poslanca. Kaj ste se vsem tem času naučili in kako ste izluščili svoje prioritete, s kakšnim sporočilom se podajate v to kandidaturo? Ja, predvsem sem se naučil v vseh teh mojih letih, da brez politike dejansko ne gre. Če hočeš karkoli uspeti, tudi v kmetijstvu, seveda je fino, je dobro, da imaš nekako zadaj nekoga, ki ti politično pomaga. In seveda to je lahko stranka, so poslanci in tako naprej. Hvala Bogu, tudi če bo minister iz naših vrst, da bo minister za kmetijstvo, potem pa sploh bomo lahko marsikaj postorili na kmetijskem delu. Zdaj, in iz tega ven nekako izhajam, da morda bi pa tudi sam poskusil, kot poslanec verjamem, da bi lahko marsikatero stvar, predvsem zakone, ki so bili noro napisani že v tej vladi, pa tudi v prejšnjih vladah so nekako niso imeli posluha resnično za malega kmeta, za tistega odrinjenega kmeta, ker veste, politika se zelo rada hvali za tistimi modernimi kmetijami, velikimi kmetijami, ampak teh je peščica v Sloveniji. Vse ostalo, če tako rečemo, samo za interneco, nekje trenutno je 53-55 tisoč vlog kmetijskih, ki se intenzivno ukvarjajo s kmetijstvom. In zdravo so tudi podjetja in veliki kmetje in najmanjši kmetje. Ampak politika se najraje ukvarja s tistimi 2 do 5 tisoč, morda 10 tisoč kmetijami in podjetji. Kaj pa vsi ostali? In za vse ostale sem pa morda pravi jaz. Velikokrat na kmetijstvo gledamo, se pravi, nekako z dveh vidikov. Eno kot samooskrbni vidik, se pravi oskrba s hrano, proizvodnja, predelava hrane in drugi vidik skrb za kulturno krajino. Kaj se da postaviti kaj v ospredje ali gre to vedno z roko v roki? Mislim, da v ospredje ne smemo niti postaviti. Ne da se, če se da, ampak ne smemo postaviti. Ker jaz sem eden tistih, ki pravi tako, vsakega rabimo. In še koga zraven. Tako podjetja, tako velike kmetije, kot tistega najmanjšega ali pa samooskrbnega. Morda, če hočete, tudi tistega vrtičkarja, ki pridela resnično samo zase. Veste, v Sloveniji imamo zelo malo kmetijskih zemljišč, ampak še te so v 70% v zelo težkih pogojih za kmetovanje. In zato se mi zdi pametno, da mora politika imeti posluh za vse. Res pa je, da omogočiti kmetovanje vsem, dati takšne zakone, take pogoje, take pravila, uredbe, da se bo čim lažje kmetovalo, hkrati pa pomagali tistim, ki potrebujejo pomoč. In zdaj, če pogledava male kmete, oziroma predvsem teh je zelo veliko, se pravi, ki delajo v neugodnih pogojih, o njih smo slišali predvsem v zadnjem času, ko je bilo govora o OMD-jih. Kaj se je rešilo na tem področju in na kaj je treba biti pozoren, ko imamo pred očmi te kmetije? Tudi sami namreč eno tako imate. Ja, seveda, jaz imam kmetijo na zelo strmih površinah, zato vem
In morda sem tudi prav zaradi tega bil pobudnik in tudi nekako sem bil zraven in spodbujal uradnike in politiko in predvsem pa Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, da smo šli v novo točkovanje. Zakaj v novo točkovanje OMD-ja? Predvsem zato, da sredstva za OMD dobijo sedaj nekako bolj pravično, kot so v preteklosti, ker včasih, če tako plastično rečem, OMD to pomeni omejeni dejavniki ali pa težki dejavniki za kmetovanje. In v preteklosti so ta sredstva dobivali dejansko ravninci. In na osnovi moje pobude in seveda to, kar sem že govoril, da sem bil potem nekako sem bdel nad tem, kaj se dogaja, da se ne bi nekje v predalu ostalo, smo prišli do novega točkovanja, kjer še enkrat poudarjam, je veliko bolj pošten v tem smislu, da sedaj sredstva dobijo tisti, ki so resnično upravičeni. Res pa je, da vsako spremembo, ko delaš, jo ena peščica ljudi morda ostane prezrtih ali pa jih nismo zajeli. In seveda zadeva je, jaz vedno pravim, živa in v novi perspektivi in predvsem pa v novi vladi, jaz upam, da jo bomo imeli na desni strani, bomo tudi te manjše anomalije na OMD-ju tudi popravili. Zdaj velikokrat iz vrste zlasti kmetov prihajajo opozorila, da ta vlada kmetijstvo vodi na osnovi aktivizma, ne pa na osnovi stroke. Kje vidite vi največje pomanjkljivosti oziroma, če vprašam drugače, da ne bova samo kritična, kako bi vi spremenili stvari, da bi, se pravi, ukrepi temeljili na stroki? Pa to ni politična fraza, to je dejstvo. Ker če pogledamo morda moje izjave v preteklosti, ko še ni bilo, niti nismo vedeli, da bom kandidat in tako naprej. Jaz sem že morda celo že pred 5-6 leti govoril, marsikje, tudi v javnosti, nevladnikom vzemimo denar, pa smo polovico zadev v kmetijstvu rešili. In seveda tisto, kar so pa zdaj delali te nevladniki, ker jaz velikokrat rečem, da so v tem mandatu vodili kmetijstvo ljudje izven Ministrstva za kmetijstvo. Ne bom zdaj našteval kdo pa kaj, ampak predvsem te nevladne organizacije in določene osebe, ki so narekovale ministrstvo in ministrici, kaj in kakšne ukrepe mora povzeti, da bo omejevala in uničevala kmetijstvo. Zdaj govoriva recimo o omejevanju zveri v okolju, o čem še, kaj so takšna taka področja, ki so bila najbolj na udaru, recimo zaščita živali, ki se je interpretirala na drugačen način, kot jo interpretira stroka. Zaščita živali se zelo lepo sliši, ne? Tako domačih rejnih živali, kot tudi divjadi in zveri, ne? Ampak problem je vse, kar je na ad hoc, pa vse je tako narejeno, da smo res kmetje nebodiga treba oziroma največji sovražnik. Glejte, jaz mislim, da tudi že večkrat povedal, pa bom ponovil, ne, kmetje si želimo in delamo na tem, da imajo naše živali ugodne pogoje, odlične pogoje. Zakaj? Zato, ker dajo več mleka, imajo večji prirast. In seveda, če je večji prirast, več mleka, potem kmet ima tudi ekonomski izračun večji. Dočim divjad, zveri, ne, tu nikakor nisem pristaš, da bom rekel, postrelimo ali izvzamemo iz okolja 100%. Glejte, divjad in zveri so bile in bodo. Ampak naj bojo v takem normalnem številu, da bomo lahko normalno kmetovali. In kaj pa je normalno število? A veste, normalno število je, če ga enkrat, v 10 letih vidiš medveda. Če divjad, navadnega jelena, samo slediš v gozdu, na travniku, slediš, ne pa da vidimo cele črede po 40-50 jelenov.
Veste, to dejansko si niti ne moramo zavedati, kakšen dohodek to, bom rekel, je zmanjšan kmetu, ko divjad vse poje. Seveda, pri zvereh je pa isto, ne. A veste, da niti glih zdaj lastniki gozda ne bojo upali iti v gozd sekati, ne, drevesa, da od sprehajalcev vemo, kako je, ne, da dejansko, a veste, toliko v mojem kraju Litija, Šmartno pri Litiji in ta okolica, toliko malo gobarjev in nabiralcev raznih sadežev, gozdnih sadežev, kot jih je bilo v lanskem letu, še ne pomnim. Zakaj? Zato, ker imamo medveda. In to ni več normalno, ampak to ni več normalno za kmetijstvo, ampak dejansko tudi za bom rekel, za vse prebivalce, državljane Slovenije, občane, če si ne upajo iti na izlet, na najbližji hrib. In to je največji problem. In tukaj je treba narediti red, ampak še enkrat poudarjam red v tem smislu, da se stalež zmanjša na tak normativ. Mi zelo radi rečemo, ampak to ni fraza, to je dejstvo. Izpred 30-35 let. Takrat je bil stalež nekako vzdržen, bile so škode, tako od divjadi kot zveri, ampak bilo je vzdržno. Zdaj, kar se pa zdaj dogaja, pa ni več vzdržno. Taki pogoji niti niso nič kaj vabljivi, privlačni za to, da bi se tudi mladi odločali za to, da prevzemajo kmetije. To je velik problem. Jaz mislim, da tega problema si dejansko nobeden ne zaveda. Ampak res nobeden. Čeprav se podeželska mladina zelo trudi, tudi sam skoraj ni intervjuja ali pa nastopa, da ne omenjam mlade. Zakaj? Ker imam tudi doma sina, ki pač nekako upaš, da bo kmetijo prevzel, ampak to je res eno velik breme. Glejte, jaz zelo rad povem, da večina slovenskih kmetij je ekonomsko tako šibkih, da ne more prinesti na kmetiji eno delovno mesto za minimalno plačo. Ampak kaj se zgodi minimalna plača? Ima res minimalno plačo delavec v podjetju, ampak ima vikend fraj, ima dopust, ima božičnico, ima ne vem kaj vse. Kmet na taki kmetiji nima nič. Sploh, če ima rejne živali, je treba jeti vsak dan v hlev enkrat, najmanj enkrat, če ne dvakrat ali še večkrat. In a veste, ko mladi to razmišljajo, ne, glejte, nikakor, ker bom povedal kaj moramo spremeniti, da jaz tega ne bom več govoril. Če hočem slabo sinu, mu bom dal kmetijo. In to moramo spremeniti, da ne bom več tako govoril in tako razmišljal. Zdaj, seveda, mi znamo tala denar, pa bom spet se vrnil k nevladnikom, da ne rečem kar na tisoče in tisoče evrov ali 100 000. Če bi tem mladim prevzemnikom daj kako spodbudo ali oprostili pri davčnih bremenih ali kakorkoli, bi se lažje odločali za prevzem. In kaj še naredimo s tem? Ohranimo Slovenijo poseljeno, obdelano, imamo povečano samooskrbo, pa še, veste, vsi ne moremo biti v Ljubljani, pa v Mariboru in Kopru. In res se bo mogla politika tega zelo temeljito loti. Zdaj se bomo nekako dobili okvir, kaj bodo vaše prednostne naloge, ampak še vseeno nas malo zanima, kdo je Janez Beja, ko se ne zavzema za kmete na politični ravni, v Kmetijsko-gozdarski zbornici in še kje. Kako izgleda vaš dan? Imate kmetijo, ste tudi še zaposleni? Ja. Najraje povem, da sem presrečen, ko je vikend, ne, če nimam nobenih političnih ali drugih obveznosti, da mi ni treba ostajati ob 4-5 in da ni treba gledati vsako minuto na uro, ne, ker že to, ne, da nekako dan gre skozi tako, seveda, če je še zdravje in vse ostalo, sem presrečen, da sem lahko doma in da v miru podelam tisto, kar med tednom nisem. In nimam velikih želja, nimam velikih potreb, moram reči, da sem kot človek zelo skromen, sem pa zelo vesel družine, v krogu družine, žene in tako kot sem rekel, vikendi so za mene res
dopust, no, čeprav delovni dopust na kmetiji, zelo delovni, ker še enkrat moram postoriti ob vikendih tisto, kar med tednom ne zmorem, ampak vseeno uživam v tem, ker sem doma v krogu družine, v krogu domačih in to je to. Kaj bodo dobili volivci, če bodo glasovali za Janeza Bejo? Volivci bojo predvsem dobili človeka, ki razume majhnega človeka. Zakaj majhnega? Glejte, omenila sva, da sem tudi zaposlen. Tudi kot zaposlen nimam visoke funkcije ali ne vem kakšnega stolčka v podjetju in vem, kaj je biti delavec. In vem, tudi kot v podjetju sem bil kar nekaj mandatov predsednik sveta delavcev in tudi tam sem se boril za tega malega človeka, navadnega delavca. In predvsem to, ker sem izkusil vse plati, kot delavec, kot majhen kmet, kot hribovski kmet in predvsem jaz kot poslanec bom sigurno glas tega majhnega, odrinjenega človeka. In delovnega, ne, ki bi želel, da je njegovo delo ocenjeno in videno. To pa vsekakor, če pa kaj, sem pa tudi otroke naučil delati, seveda tudi omogočil šolo, ampak veste, delo kamorkoli greš, naj bi štelo, ampak žal v Sloveniji trenutno ne. Vse drugo kot to, ne, in tudi to me velikokrat zaboli, ne, seveda nimam možnosti pa vzvodu, ampak upam pa, da jih bom imel kot poslanec, da ponavljam, zdravi ljudje živijo na dobrih socialnih transferjih in vse ugodnosti, ki jih država ima, namesto da bi šli delati. In to je treba resnično takoj v prvih 100 dneh ukiniti. Odločne besede za zaključek. Hvala, Janez. Prosim lepo. Veliko sreče na volitvah. Hvala. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Nasvidenje.